obeta se znižanje poslanskih plač. Koliko ste se vi pripravljeni odreči denarja pri svoji plači? To bo seveda preučila tista služba, ki je za to zadolžena, torej mandatno-volilna. Sigurno pa je treba, ko je treba stisniti, je treba stisniti za vse. Ampak koliko denarja se vi lahko recimo odrečete tako brez problema? Govorimo o tam okrog 200-300 evrov brez problema. Neto? Neto. Kolikšna je vaša plača trenutno neto? 3000 neto. Plačni razred pa? 55. Se pravi, po nekem tem predlogu Franca Pukšiča, da bi vsi poslanci v 55. plačni razred, vi soglašate s tem, saj ste v tem razredu, ne? Jaz sem najslabše plačen poslanec, tako da je treba malo izkusiti tudi to, ampak verjetno se bo debatiralo predvsem o pavšalih, kjer je lažje to urediti in lažje odvzeti poslancu tisto plačilo. Zanima me, ali vi kdaj opazite to cvetje, rezano cvetje v državnem zboru? Velikokrat ne. Če bi ga ukinili, ne? Stane 41 000 evrov. Takoj sem za, da se ga ukine, ker državni zbor ima veliko drugih lepših stvari, tako da ne potrebujemo rož, sigurno ne. Ampak kje bi pa še vi zmanjševali stroške? Je to uporaba mobilnih telefonov poslancev, je to prehranjevanje, reprezentanca, če jo že imajo? Reprezentance poslanci kot taki nimamo, treba je pač za vsako sila in to plačevati sam, kar je tudi prav, tako da treba je pogledati, kje se še da znižati stroške in pač ravnati nekako skrbno z financami. Ali imate vi osebno v državnem zboru katerokoli rožo? Imam v pisarni 2 roži, ampak kupljeni iz lastnega žepa. Zanima me, kdo jih zaliva? Sam. Pa ste kdaj opazili, da hodijo prav posebni zalivalci teh rož? Tega nisem opazil, ampak verjetno bi bili boljši od mene, ker ti 2 roži več niste v življenjskem stanju. To sem vas vprašal zaradi tega, ker v ceno 41 841 evrov spadajo tudi posebni zalivalci v državnem zboru. Vi se pravi niste opazili? Nisem opazil. Najlepša hvala. Hvala vam.